Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas naša ekipa iz Centra Ogol vabi, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljše v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Lepo pozdravljena, center naše nove oddaje, Lara Prašnikar, upam, da ima zabila veliko golov, glede na to, da si napadalka. Bravo. Malo sem gledal zgodovino tvojo, pa še vedno se te najde zabeleženo kot zvezdna igralka. To drži, da si ti prej kot v vezi igrala, ali kaj? Ne, v bistvu nikoli nisem bila neka vezna igralka. Večkrat so me mogoče v kakšni reprezentanci videli na sprednji vezni, drugače pa ne, v Nemčijo sem šla kot napadalka in tudi vedno igrala v napadu. V glavnem, geni vaši so napadalni od očeta naprej, kaj je bil napadalec do brata, do tebe, kaj, da vsi sami iščete, kako se v čim hitrej gol zabil. Ja, res je. Ok, zdaj tvoja pot zelo na hiter, bom jaz poskušal narediti en tak kratek povzetek, pa bom potem šla malo čez celotno zadevo. Popravili me, prosim, ti si vse nogomet si začela v Šmartnem v Paki, dosti hiter si šla potem v Velenje, Škale Velenje, kjer je bila ženska ekipa. Vmes si imela eno dosti zanimivo izlet, bom tako rekel, v Ljubljano, v nogometni razred v Šiški, kjer sem pač tudi jaz delal, in si bila edino dekle med samimi fanti, tako da to nam boš tudi malo razložila, kako je to izgledalo. Potem pa dosti hiter pot v Nemčijo, v Potsdam, tam si bila dve sezone, s to drugo sezono, ko si... 4 sezone, 4. Pardon, 4 sezone. Tam si, v zadnji sezoni si pa zelo lepo pospravljala, ne, da te je en malo večji klub, tako je Frankfurt poklical, kako je to izgledalo? Pa ne, v bistvu moja pot je šla v Nemčiji res nekot postopno naprej. Začela sem tako, da sem že takoj na začetku dobila mogoče malo šanse v prvi ekipi. Na to v drugi sezoni pa smo se odločili, da bom igrala le za drugo ekipo, zato da bom zabeležila čim več nastopov, igrala vsako tekmo 90 minut, trenirala pa s prvo ekipo in mislim, da je to bila ena zelo pomembna odločitev v moji karieri, da sem lahko kot mlada igralka stalno igrala, kar mislim, da je za mlade igralce najbolj pomembno, da kljub močnim treningom pač nastopaš tudi v tekmah. Potem moja prva pogodba je bila 2 leti. Po 2 letih pa sem se res začela malo odločati, a je še sploh vredno, da ostanem tam, ali bi bilo mogoče boljše, da grem v kak slabši klub, da bi mogoče dobila malo večjo minutažo, ampak res so me nekot nagovorili, da pa le še ostanem, da planirajo z mano doseči neke velike stvari in na koncu se je to nekot izkazalo kot resnično in po naprimer mojim podaljšanju pogodbe sem res začela dobivati več priložnosti, postajala vse bolj in bolj pomembna igralka in na to pač predzadnji sezoni zabila 10 golov, v zadnji 15, vem pa, da bi jih v zadnji sezoni lahko bilo še več, če se mi ne bi zgodila ena poškodba, ki mi pač vzela. Tam si bila celo šesta strelka lige, ne, kar je... Po zimskem premoru sem bila 3, čist malo za Pernille Harder, ki je takrat bila tudi zbrana za najboljšo igralko lige, ampak se na to vmes zgodila korona pauza, v kateri pauzi sem se tudi poškodovala in ko se je prvenstvo zopet nadaljevalo, pač nisem bila zmožna igrati še zadnjih, mislim, da 6 tekem, v katerih pa vem, da bi lahko še veliko pokazala.
Ok, pa dej, če se midva gremo na tisti začetek vse, ne. Ti si začela vseeno trenirati z fanti. Zdaj, glede na to, da ti je oče športni pedagog, verjamem, da je bilo športa vsakojakega dovolj, da ni bilo samo usmerjeno vse v nogomet, ampak koliko se ti kaj spomniš, kako si ti doživljala to, da si ves čas med fanti bila na začetku? Ja, jaz s tem nisem imela nobenega problema. Mogoče sem se kasneje tudi z njimi zelo dobro razumela, ampak ja, v šoli tudi ostale punce so me res imele rade, res sem bila ena priljubljena punca med njimi, tako da z nobenim nisem imela težav, lahko sem se družila in s fanti in s puncami, tako da res na to nisem gledala na noben drugačen način, ampak pač takrat še ni veljalo, da bi veliko punc igrala nogomet in sem pač mogla, ja, če sem želela igrati, sem pač mogla pristopiti k fantom in ja, se z njimi povezati. Ampak potem rečemo, zdaj pravilo nogometne zveze velja, da lahko dekleta igrate še kadetsko drugo ligo za fanti in tako pač prilagajajo nekako vsako leto. Ti tega nisi veliko igrala, ti si zelo hitro šla igrati kar v člansko žensko prvo ligo in tam tekmovala. Kakšna so pa pravila tam, če nam lahko glede na to poveš, kakšna so pravila, glede na to, da pri moških je zelo eksplicitno, da kadeti, če bi želeli igrati, se pravi 16-letnik, če želi igrati v prvi članski ligi, mora imeti posebna zdravstvena dovoljenja in tako naprej. Kako je bilo pa pri tebi to? V bistvu pri meni je bila res ena zakomplicirana zadeva, ker pač jaz sem bila ena izmed prvih punc, ki so iz moškega kluba prestopile v ženskega. Bila sem stara, mislim, na 12 let, ko sem še v Šmartnem igrala z U12 fanti in takrat se je pokazalo neko zanimanje iz Velenja, iz ženskega kluba. Tam so začeli graditi neko zgodbo tudi z mlajšimi ekipami in so pač začeli zbirati čim več punc. In takrat je pač pristala želja z moje strani, da bi zaprosili zvezo, da bi lahko igrala za obe ekipi, za fante in za punce. Nogometna zveza pa mi to ni želela omogočiti. Še vedno ne vem, o čem je bil razlog, da pač to ni šlo, ampak pač so rekli, da se moram odločiti, da bo ali ne. Tako da vem, da zadnjo tekmo, ko sem igrala za Šmartno, smo igrali, mislim, da v Šmarjah pri Jelšah. Moj trener je takrat bil Alojz Omladič in pred tekmo so mu povedali, da pač če jaz igram, da bomo izgubili vse tekme, ker takrat so me registrirali že za punce, pa še res ni bilo znano, ali lahko ali ne. Jaz sem vsem bila tam in je rekel pač trener, da je njemu čisto vseeno, da pač on hoče samo, da jaz igram. In ja, pa res mislim, da smo sicer zmagali na par tekem, ampak so nam vzeli vse točke zaradi mene. Tako da je pač pri meni se malo zakompliciralo. In pol, mislim, da s 13 leti sem šla k puncam, ampak nisem takoj na začetku smela igrati za članice. Mislim, da sem vseeno mogla počakati, da sem bila stara 15. Kako je bilo pravilo, mislim, da 15, pač takoj po rojstnem dnevu sem začela igrati za članice. Zdaj se je kar veliko tega spremenilo, ne? Tudi danes lahko dekleta hkrati igrajo in za dekliške ekipe in za fantovske ekipe, tako da lahko nabirajo malo več kilometrine tudi. No. Za tebe, koliko si ti doživela, je tebi bilo malo korak nazaj, takrat, ko si šla v 13 ekipo z dekleti, si bila precej bolj superiorna, verjetno, kot pri fantih. Nisem, takrat je bilo še vsem tek, da smo punce tam vse skupaj trenirali. Ni nas bilo veliko, ki smo igrali za to ekipo U13, mislim, da ni bilo U13, da se je takrat reklo U15. Takrat sem tam igrala z Tino Marold, mislim, da je tudi Lana že takrat šla, Lana Golob tega igrati, Maruša Sevšek. To smo res bila neka klapa, ker smo pač, nas je bilo par dobrih na kupu, smo res imeli dobro ekipo in smo pač skozi trenirali tudi s članicami. Sicer pa jaz sem na treninge še vedno hodila v Šmartno, mislim, da sem delala neka 2-3 treninge v Velenju, ker sem pač pol tudi igrala. Ampak takoj s tem, ko sem jaz lahko igrala že za članice, sem imela vsak vikend poln. Jaz sem v soboto igrala za U17 ekipo, pol pa še za članice v nedeljo. Tako da res, ja, to je pač taki so bili moji vikendi.
pač ja, na korak nazaj, ne vem, mogoče pač res sem bila dosti boljša od vseh tam, pač se je videlo, da sem že jaz takrat igrala nogomet nekih 5-6 let, in pač mogoče, kako se jaz spomnim nazaj, sem res bila malo arogantna, malo preveč sem pričakovala od drugih punc, doskrat nisem želela podati žoge, doskrat sem se želela samo pokazati, zabiti vse gole, pač ja, taki smo bili otroci, kaj ne rečem, ampak ja, na koncu je vse se neko dobro šlo. To, ko si zdaj rekla, kak bi bil napadalec, ko ne bi hotel gola, da, to je ono osnovno vprašanje. Tisti napadalec, ko pride v kazenski prostor, pa podaja, ni napadalec, tistega je treba dati v vezo noter. No ja, pri meni ni bilo samo v kazenskem prostoru, jaz sem vzela žogo v zadnji, pa sem pač predriblala celo igrišče, pa dala še gol. Kaj je pa trener rekel? Ja, zmagali smo večino tekm, tako da pač moj trener takrat je bil Pipe, Pranič, tako da ja, on je tudi bil res dober igralec v svojih letih, tako da je... Pa tudi rad je imel zelo veliko žogov v nogah, ne? Ja, tako da je vedel, kako se počutim. Da te je razumel. Ja, me je razumel. Pa sej, na koncu, zdaj, mi se ves čas pogovarjamo o tem, na eni strani bi želeli razviti igralca, kako je zna sodelovati z drugimi, na drugi strani pa ves čas trenerji iščemo igralca, ki je sposoben narediti potezo več, ne? Kako si pa ti dobivala informacije, glede na to, da ti tako veš, da sem tvojega očeta tudi intervjuval, pa če ga imel v podcastu nekaj dni nazaj. Kako sta pa vidva to funkcionirala? V tem obdobju, ko si štartala, je oče kar dosti bil še vpet v nogomet, ampak si je vedno uspel najti tudi čas za to, da je prišel na tvoje tekme, na kak trening. Kakšne ste imela pa vidva debate glede na to, da je njegov svet, se pravi njegov poklic to, je uspel biti nekritičen, pa biti oče, pa te pohvaliti, da je bilo, tam bi lahko pa to naredila, tam pa nisi to naredila, je bilo bolj v tem smislu? Pač moj oče, ko sem jaz začela igrati nogomet, vem, da je on bil tisti, ki me je pelal na prvi trening, to se res še spomnim celega scenarija, kako se je to zgodilo, ampak po je prišlo obdobje, ko je on šel v tujino in ni živel doma, tako da res nismo bili dosti skupaj. Tako da, ja, v mlajših letih res ni bil toliko dostikrat na tekmah. Se pa spomnim, da smo imeli obdobje, ko sem jaz igrala v Velenju, on pa je bil v Velenju trener in so dostikrat imeli trening malo pred nami, ali pa tako, da se nam ni glih prekrivali in je dostikrat tudi prišel pač na moj trening oziroma tekmo in to je glih bilo tisto obdobje, ko sem jaz doživljala neko svojo, ne vem, kako s tem rekla, ja, pač, ko sem začela dojemati, da sem pač boljša od vseh, ko sem na igrišču mogoče tudi malo preveč govorila, pač bila malo pametna, glasna, takrat vem, da me je dostikrat pač mi je povedal, da pač to ni prav in da pač moram s tem nehati. Ja, me je res hotel pribiti spet na tla, da ne bi preveč poletela, ampak drugače po vsakih tekmah pa ja, vedno v avtu po tekmi je sledila analiza, kar se v današnjem dnem tudi še ni spremenilo, vedno po tekmi moram poslušati. Se pravi, se ne spreminja ta del, da ne more iz svojega trenerskega dela in še vedno korigira in išče rešitve, kako bi bilo boljše. Vedno je nekaj za popraviti. Ampak ja, jaz sem kot otrok, mogoče mi je šlo to malo na živce, sploh v takih tekmah, ko smo res vse tekme zmagali, pa še vedno ni bilo vse v redu, kot nikoli nisem prepoznala tega njegovega, ne vem, njegove pohvale, ali kako bi temu rekla, vedno je najdel nekaj, da pač ni bilo v redu, jaz sem pač mogla iti čez to, kot pač vsak otrok, vem pa, da me je to pač naredilo močnejšo in vem, da mi je itak hotel vedno najboljš. Videl je v meni nek talent, videl je v meni, da pač sem zmožna velikih stvari in pač me je želel pripeljati do tega in tudi me je. Jaz vem, da je on eden izmed večjih razlogov, da jaz danes igram tako, kot igram in pač sem za to ful hvaležna. Ja, podpora od doma je zagotovo ena od ključnih.
Ampak pol je prišla ta odločitev, da greš ti v nogometni razred v Šiško. To pomeni dijaški dom. Zdaj, tisti, ki ne poznajo, kako zadeva izgleda, se pravi šola pa dijaški dom sta na istem parkirišču praktično in potem tam čez železnico je ta ljubljanski trikotnik ali Šiška, kjer so se izvajali treningi. Ne? Na kak način si se ti odločil, da greš v Ljubljano v fantovski razred trenirati nogomet? Pa to je v bistvu bilo tako, da jaz sem v bistvu prvo bila upisana v Velenje, v gimnazijo, športni razred, ker bi pač bilo to za mene najlažje, živela bi doma, hodila na treninge v Velenje, v šolo, vse je bilo tu nek blizu. Ampak to se je zgodilo zato, ker jaz pač še nisem niti poznala tega nogometnega oddelka, ne. Vem pa pač, da sem se malo pred začetkom oziroma malo pred upisom, malo pred tistim zadnjim rokom sem se pač jaz prepisala, ne, in sem šla tudi na ta informativni dan, ful se mi je dopadlo, sem pa imela srečo, ker je takrat selektor A reprezentanci bil Damir Rob, njegov pomočnik pa Goran Sentič, ki je pač bil takrat tudi trener v Šiški. In tudi trener tega razreda, ki bi naj bil pač prvi letnik v naslednjem letu, tako kot jaz, ne. In ko sem jaz šla na Šiško, sem najprej vedela pač, da nobena punca še nikoli ni bila v moškem razredu, pač vedno tiste, ko so trenirale, 2, 3 so bile v D razredu, nogometni razred je bil vedno C, tako da sem jaz pač bila takoj pripravljena iti v D razred, ne, to je pa pač, da sem na športno vzgojo, tja ne greš pač na trening, ne, imajo vedno tako fajn usklajeno šolo. Medtem, ko je pa trener Sentič to zvedel, je pa takoj prišel z mano v kontakt, je rekel, ne, Lara, mi bomo naredili vse, da boš ti v našem razredu, da boš tako skupaj s fanti v C razredu. Res je, da boš edina punca, ampak pač fanti te bojo lepo imeli. In to sem pač pristala v C razredu, edina punca. Pa moram reči, da mi je res bilo fajn, no, vsa 4 leta. Ti je koristilo tam, da si prišla nazaj med malo večji tempo, ker verjetno se je poznalo, ne, da so fantje malo hitrejši, malo bolj čvrsti v duelu, ali so te šparali pa čuvali. Pa res je, pač vem, da sem lahko skozi njimi igrala, nisem imela nobenega problema. Edino mogoče po drugi, tretji letnik sem pač malo začela videti, da pač le postajam ženska, oni postajajo močnejši, jaz pa postajam, ne vem, ženska. Tako da takrat se je mogoče malo videla ta razlika, ampak drugače pa ne, nisem imela nobenega problema, fajn so me sprejeli, fajn so me čuvali, tako da je res bilo, mislim, da je to pač bil najbolj zaslužen korak, da pač danes lahko igram v Nemčiji. No, ker to sem hotel vprašati. Glavni problem verjetno ženske nogometne lige je v Sloveniji, da je zelo mali izbor deklet, ki igra nogomet. Zdaj, večji, ko je zbor, večjo lahko potem tudi iščemo kvaliteto. Zdaj, tudi na zvezi se ves čas pogovarjamo o tem, kako povečati količino igralcev, se pravi vseh igralcev. Ne govorimo samo o ženskah ali pa o moških, ne govorimo o vseh igralcih, da bi bil delež registriranih vsaj tam proti 6-7%, glede na to, da mi smo zaenkrat tam nekje na 4. Nemci imajo 8-9% delež registriranih nogometašev, pa še toliko večji so, kar pomeni, lahko računaš potem tudi na večjo kvaliteto. Zdaj pa nogometni razred je vse delno, delno. Ti ne moreš priti, če ne opraviš določenih testov, če ne pokažeš določene kvalitete, ne moreš priti v ta nogometni razred. In zagotovo ti je omogočilo ta selekcija, ta izbor, da ste imeli bolj večji tempo na samih treningih, kar te potem tudi prisili, da hitreje napreduješ. Moram reči, da ni bilo lahko, ker vem, da pač lahko povem, da gimnazija Šiška je res zahtevna šola, res moraš biti zelo posvečen tudi učenju, ne samo drugim dejavnostim, in res tvoj dan traja 24 ur in res vsaka ura je zapolnjena do konca. Od treningov do takega počitka, do učnih ur,
res je zahtevno in zato pač veliko fantov tudi med šolanjem pač se prepiše ali pa pač ne uspeva več združiti tega nogometa in šole in to je mogoče tudi eden takih razlogov, da se pa manj nogometašev odloči zdaj za ta režim. Ampak tu lahko rečemo, da je že zelo blizu nekemu profesionalnemu režimu, ne? Ti si v klubu, dokler nisi prišla v Ljubljano, si trenirala kolikrat na teden? Ne vem, mogoče 4-krat, 4-krat verjetno. Ja, se pravi, imaš 4 aktivnosti. Zdaj ti si prišla v Šiško, si tako imela 6 aktivnosti, petek si šla domov, naredila še en trening in potem za vikend še odigrala 2 tekme po možnosti. Ja, res je, ja. Zato sem res, ampak moram povedati, ja pač res so me čuvali. Jaz sem tako pol v ponedeljek imela res regeneracijo, masažo, torek je bil fraj, tako da sem res je bil, tako da bi zdaj gledala svoj normalen teden, tako je tudi bilo v Šiški. No, mi isto zdaj imamo ponedeljek, torek, naprimer, če igramo v nedeljo, imamo ponedeljek, torek regeneracijo, pol pa v sredo se šele začne nov teden, ne, tako da moj teden je tako enako izgledal, odkar sem stara 14 let. V tem času si ti v Šiški si tudi štartala z A reprezentanco, ne? Ja. Reči mi, a si ti preko A reprezentance potem uspela narediti pač ta preboj v tujino ali z igrami v našem prvenstvu? Ne, vsekakor preko A reprezentance. Skozi naše prvenstvo nisi opazen glih na enem trgu, tako da ko pa si enkrat v nekih kvalifikacijah za Evropsko svetovno prvenstvo, pa ja, večina klubov je ozrta v to pač. Ja. Pri tem tudi ne pomagajo neke kvalifikacije za U17, U19. Ja, res A reprezentanca je tisto, kar ti pač odpre vrata. Koliko si bila stara, ko si za A odigrala? Še ni bila polnoletna, ne? 16? Mislim, da 16 lahko igraš prvo tekmo, tako da mislim, da bo to. Ja, zdaj si že navrala, ravno sem gledal, 40 tekem, že imaš 27 golov, tako da statistika v reprezentanci ti je še boljša, ko jo imaš v Bundesligi. Kaj je v reprezentanci lažje dosegati gole, kot v Bundesligi? Pa, kaj bo vem, pač v Bundesligi ja, so zelo težke tekme, moram reči, vsak teden je borba, enako pa v reprezentanci. Ampak ne vem, v reprezentanci zdaj imamo res dobro ekipo, res se poznamo, igramo skupaj že vrsto let in res je nekaj posebnega pač igrati s temi puncami, res si lahko sproščen, res si lahko pač to, kar si. Medtem pa, ko v klubu tudi zamenjava kluba prinese svoje, zamenjava, ne vem, igralk, pač se moraš navajati iz dneva v dan. To je življenje, ne? Ja. Okay. Ti si z 17 si šla v tujino. Pravi, to je pomeni, da si prekinila šolanje in se odločila, da greš v Nemčijo. Tvoja prva pot je bila v Potsdamu. Kako je to izgledalo doma, mene zanima? Mogoče še moram malo popraviti. Jaz nisem prekinila šolanja, nikoli. Tu mi je gimnazija Šiška omogočila, da sem svoj 4. letnik pač naredila nadaljavo iz tujine. Tako da to pomeni, da jaz sem vsak dan imela normalno šolo, tako kot moji sošolci, s tem, da sem pač delala individualno, se dogovarjala s svojim koordinatorjem, ki je pač res najbolj zaslužen, da sem jaz to sploh lahko speljala. Ker vemo, kot najstnik dobiš prvo profesionalno pogodbo, mogoče ti malo misli letijo drugam, kot bi ti pa mogle in res pač on je bil takrat res zaslužen za to, da sem jaz pač to do konca speljala. To pomeni, da te je ves čas klical, da kje si, še šolo je treba narediti, ne pozabiti se učiti. Z njim sem bila res vsak dan v kontaktu, z ostalimi profesori pač na dogovorjene dneve, z njim pač vsak dan in
res tudi včasih na kakšne obiske pri reprezentanci sem na hitro lahko skočila v šolo, urediti par stvari, ampak drugače res 4. letnik sem naredila kompleten iz Nemčije, iz Potsdama, na koncu pa sem mogla iti pisati maturo, tako da res mogoče kdo misli, ja, nadaljavo lahko vse prepišeš, ni tako, ker pač na koncu leta se še vse moraš naučiti pač pokazati svoje znanje na maturi, če ne pač ne zaključiš te gimnazije in meni je to uspelo in pač res sem hvaležna vsem na gimnaziji Šiška, da so mi pač to omogočili. Mogoče sem narobe, pa če rekel, da si prekinila šolanje, kako je izgledalo to, da si šla v tujino? Koliko ste vi sedeli doma za starši, premlevali, kaj to pomeni v celotni strukturi življenja zate, kaj bo to pomenilo? Pa v bistvu ne nekaj dostno. Itak so moji starši vedeli, da slejko prej se bo to mogli narediti, če jaz hočem slediti svojim sanjam, pač jih v Sloveniji ne bom mogla doseči. Tudi sama sem želela, da se to zgodi čim prej. In ja, Poznań sicer ni bila moja prva ponudba, ampak ko sem pač videla, da je to Nemčija, res to že od nekdaj je bila neka stvar, ki sem jo želela narediti. In takoj starša sta mi stala ob strani, še vedno mi, tako da nikoli ni bilo neko vprašanje, bi ali ne bi. Vem, da je moja prva pogodba bila res, ne vem, res mala, kako bi temu lahko rekli, ampak da jaz takoj, ko sem dobila pogodbo, niti nisem pogledala na kak denar dobim, takoj sem rekla, ja, jaz grem v Nemčijo, to je to so moje sanje in pač sem išla loviti. Kako je pa pol izgledalo to, Gor? Ti si že prej rekla, da na začetku si ti igrala za B ekipo, trenirala si z prvo ekipo, je bil tako velik preskok napram tej naši slovenski ligi, da je, ne vem, tudi njihova 3. liga pol boljša kot naša prva, ali kaj? Ja, sicer pač pri meni je res bilo to srečo, da sem 3 leta pred tem trenirala s fantimi, ne. Ampak še vseeno, jaz atletsko niti pod razno nisem bila na nivoju, jaz sem mogla delati vsak dan, pač težko, res je bilo težko, no, ko se spomnim nazaj, prideš iz priprav, imaš 2 do 3 treninge na dan, si misliš, joj, bo že konc, ampak pač, ja, to te samo jača. Potsdam, naprimer, Turbine Potsdam je že od nekdaj bil znan za klub, kjer pač se najbolj trenira v Nemčiji. Takrat so imeli enega trenerja, ki je bil v klubu, mislim, da 40 let, on je bil znan kot, ja, res hud trener, ampak jaz sem imela takrat srečo, da so ga glih zamenjali, no. Tako da se je ta nivo treningov mogoče za malenko zmanjšal. Malo prilagodil. Moderniziral, ali kaj? Ampak pač, kako naj rečem, za mene je bilo to vse novo, za mene je bilo novo iti v fitness, dvigovati 50 kil, delati squatse, pač jaz to nisem bila navajena in ja, res sem kar rabila ene pol leta, da sem se navadila na vse, no, tako da na začetku sem še malo razumela, no, da pač, ja, bo pa trajalo, da prijem do tega, ampak ja, sem zdrla in ko se danes pogledam, v kakem stanju sem, sploh ne moram verjeti, kako pač je takrat bilo v Sloveniji, ne, zdaj na tekmo pretečem 11 plus kilometrov, v Sloveniji pa mogoče, ne vem, je bilo 6, 7, kaj pa vem, takrat se še to ni merilo, ampak pač, ja, ni primerjave, ne. Dobro, zdaj si že malo nakazala, ne, da ko si gor prišla, veliko fitnessa, veliko več treniranja, pa kaj ti je to pomenilo? Ne vem, da ste veliko več delali tehnično-taktičnega treninga, je bilo zelo veliko na kondiciji, ali pač vsega ful velik z videoanalizami in tako. Koliko je izgledal, rečemo, v Potsdamu, en tedenski
cikl, glede na to, da smo se prej pogovarjali, ne vem, kako je izgledala približno v Šiški. No? Ja, normalen teden med prvenstvom je pač izgledal, takrat smo večinoma imeli tekme ob nedeljah, še ni bilo tako razvito, ko je zdaj imamo na primer petek, sobota, nedelja, takrat je bilo vse na nedeljo, ob istem času, tekme niso bile po televiziji, mogoče ena na vsake toliko, ampak ja, res se je spremenil. Potem smo imeli v ponedeljek, tudi to mi je bilo novo, no, da v ponedeljek vsaka igralka dobila masažo. To mi prej v našem klubu je mogoče dobila vsaka 10 minut časih, če si prosil. Takrat tam je pa pač vsaka igralka pol ure masažo, ponedeljek, regeneracijski trening, tiste, ko niso igrale, trening normalen, po tekmi, tudi če nisi, na primer, po tekmi igral, si že imel šprinte tam, po tekmi iz polovice igrišča, ne vem, to je res bilo pač že po tekmi, da si bil 2-krat kaznovan, prvo, da nisi igral, pa si mogel še šprinte delati. Po pa torek je bil vedno frajen, drugi dan po tekmi. V sredo smo pa tako imeli zjutraj fitness, popoldne najbolj intenziven trening, torej takrat so bile neke igralne oblike, 1-1, 2-2, to se je veliko delalo v Potsdamu, res tega duela. V četrtek smo imeli tudi 2 treninga, zjutraj je bil šprint trening, popoldne malo bolj taktični, petek en trening, v soboto Abschluss trening, torej trening pred tekmo, nedeljo pa tekmo, in pač tako se je vleklo iz tedna v teden. Pa je sam tempo na treningu pol tudi toliko višji zaradi kvalitete igralk bil ali sam zaradi strukture treninga napram to, kar si ti v Sloveniji delala? Zaradi kvalitete igralk. Jaz takrat, ko sem moje prvo leto v Potsdamu, tam so bile take igralke, da ti si jih lahko gledal po, ne vem, svetovnih prvenstvih, pa drug dan sem pa že igrala z njimi. Jaz vem, da ko sem bila tam na probi, sem se z njimi slikala. Jaz res, ko sem prvič šla na probo, sem mislila, da pač grem tja malo pogledat, pač kje bi lahko jaz bila čez ene par let. Ne? Na koncu sem bila pa že takoj naslednjo sezono tam. Tako da res, takrat smo imeli top igralke, Potsdam je takrat veljal za eno od najboljših ekip v Nemčiji, kar pač zdaj ni več, ampak takrat je res bilo zelo na vrhu. Pa kaj to pomeni, da so te pol eno leto spremljali, kako se razvijaš? Ja, jaz sem bila tam 2-krat na probi. Prvič sem bila, takrat, ko sem šla, sem mislila pač, da grem malo pogledat. Pa je dejansko trener rekel, da ja, sem mu všeč, ampak da moram še delati malo na, mislim, da ni bil zadovoljen z mojim tem agilnostjo, šprintom prvih par metrov, da sem pač pol v naslednjih mesecih res trdo delala na tem, tudi imela osebnega trenerja, pač res ciljno usmerjeno pripravljala, ker sem pač pošla še na en 2-3-dnevni trening tja. In ja, ko sem drugič tam bila, je rekel trener, ja, mi te vidimo v naši ekipi, imaš velik potencial in evo, sem prišla domov, čez 2 dni že dobila po mailu pogodbo, nič kaj razmišljala, podpisala in se začela pripravljati na selitev. Kak je pa izgledal pol ta individualni trening, ko si prej omenila, ne? Zdaj, oni so ti rekli, ne vem, manjka ti na hitrosti, ti si poiskala individualnega trenera in sta začela delati na hitrosti pa na agilnosti, ali kaj? Ja, takrat sem bila jaz v Šiški, sem delala vse normalno, tam smo tudi imeli en atletski trening, oziroma 2 celo, se mi zdi, da isto bila sreda, četrtek atletski trening v Šiški, pa jaz sem šla v petek domov, sem večinoma lahko že šla takoj po malci, sva se s sošolcem pelala domov, ker sem imela jaz pač pol popoldne ob 5 trening, ob 3 sem imela pa še atletskega pred našim treningom, tako da vem, da je parkrat sem res bila že zmatrana od celega tedna, pa sem pol pač šla na članski trening, malo bolj tek, nič kaj 100%, tako da vem, da je trener bil doskrat tam tudi malo jezen, ampak takrat še noben ni vedel, zakaj jaz to treniram, ampak na koncu ja. V fitness pa še nisi v Sloveniji hodila, kaj? Pa delali smo, mi smo imeli, moj razrednik v Šiški je bil metalec kopja, mi zdi, in je pač bil res
profi na tem fitness nivoju in smo z njim začeli neke osnove, ampak v Sloveniji je takrat bilo znano, da do 18 leta kao ne smeš delati fitnessa. Tak, mi smo vse delali z našo lastno telesno maso in ja, v Nemčiji pa pač pol takoj kar na polno. Te niso nič parali. Ok, daj mi reči, ko si tako, kaj se ti dogaja res tako v glavi, glede na to, da si rekla, bi iskala, da si hotela po 2 letih iskati neko malo slabšo sredino, zaradi tega, da bi več igrala. Si razmišljala, da bi ostala v Nemčiji, ali si že iskala tudi kakšne druge države, da bi šla drugam igrati? Pa kak je pol to izgledalo, ko je klub rekel, ajde, dajmo še 2 leti podaljšati? Ja, v bistvu je to je bilo tako, pač prvo moje leto tam je bilo res neke, ne vem, turbulentno, ali kako bi naj rekla, malo sem igrala, malo sem bila na klopi, nisem igrala, malo sem bila v drugi ekipi, tako da res ni bilo nobenega plana, ne, malo so me sem pa tja metali, ko ni bilo igralk, pa tako, ampak pa res druga polovica sem pa vse tekme igrala za drugo ekipo in takrat sem pač vem, da sem imela sestanek s trenerjem in mi je dejansko razložil, zakaj je to dobro in to, ne. Ampak jaz, ko sem igrala za drugo ekipo, jaz sem na vsaki tekmi dala 2-3 gole, v drugi Bundesligi, pač res sem bila tam vidna, pač in takrat se pač jaz nisem mogla razlagati, ker to je bilo za mene vse novo. Jaz sem v Sloveniji bila boljša od vseh, jaz sem res izstopala, pa priješ ti v eno sredino, ko nisi niti toliko dober, da bi igral, ne? Da te dajo dejansko v drugo ekipo, to je bilo meni novo, jaz nisem, kot mlada igralka je res bilo težko, mentalno težko, da to zdržiš in... Te ni noben pripravo na kaj tajega, da se ti lahko kaj tajega tudi zgodi? Ne, v bistvu moram reči, da ne, pač vedela sem, da bo težko, ampak ti, ne vem, ok, mogoče potrpiš 2-3 tekme, ampak ko se to vleče iz tekme v tekmo, je pač težko in takrat res, da sem se dosti pogovarjala tudi z očetom, pa z drugimi soigralkami, pa res takrat sem živela z eno soigralko, tako da mi je ona tudi veliko pri tem pomagala, da se lahko pač enemu izpoveš. In pač Potsdam je hotel, mislim, da že takoj po letu pa pol, so takoj hoteli z mano podaljšati in takrat sem pač začela razmišljati, pa mogoče pa podaljšam, pa grem pa na posojo, pa to. Ampak v ženskem nogometu ta posoja ni glih tako pogosta kot v moškem. Tu se bolj gleda, ja, imam igralko, hočem jo imeti pač tu ali za trening ali za tekme. Ne? In takrat so me pač so pač mi povedali, sem dosti govorila s trenerjem, jaz sem vsake 2 tedna sem šla k trenerju, pa ga spraševala, pa kaj je zdaj to, kaj še naj naredim, kaj se naj fokusiram, pa to in... Trener mi je tudi dosti pomagal, moram reči, je bil isto pedagog, tako da pač, ja, smo se dosti dobro ujela takrat in zato se je pol na koncu tudi videl, da pač me je pripeljal do neke te linije oziroma do nekega levela, kjer sem pač jaz lahko naredila ta nov korak. Tako da ja, vem, da na koncu se je malo tako čudno izplatilo, da je on pač hotel še po drugi pogodbi vedno še podaljšati, ne, ker sem pač bila nosilka igre. Takrat sem se jaz odločila proti, ampak še vseeno imamo zdaj tudi dober odnos, čeprav ne igram več tam. On tudi ni več trener, ampak se vsake toliko čujemo, ker mislim, da smo dobro sodelovali. To je meni pač zanimivo, ne? Ko se z igralci pogovarjaš, včasih sploh, ko menjaš okolje, ne? Potrebuje igralec, ne vem, pol sezone ali pa celo sezono za to, da se prilagodi. Vem, da je bilo tako v Mariboru, da so imeli v enem obdobju, da prve pol sezone sploh niso računali, da bojo lahko igralce koristili. Ne? Ampak so ga sam pripeljali za to, da se je navajal na okolje. Sem pa hotel te vprašati, zdaj glede na to, da pri nas, rečemo, prvoligaši nimajo B ekip, ne? Koliko igralk je morali biti potem v Potsdamu, da ste vi lahko imeli prvo pa drugo ekipo? Koliko je to izgledalo sploh? Potsdam ima svojo akademijo, ne? To pomeni, da imajo punce isto tako šiška varianta, imajo tam oddelek sam za punce in igrajo za Turbine Potsdam, torej U15, a že celo U13 začne U15, U17 in po U17, torej to bi bilo kadeti v Sloveniji, ni več mladinske ekipe, ampak je takoj druga ekipa, torej ta ekipa je pa U23, ne? In res vsak ženski klub ima tu ekipo,
Takrat je Potsdam ekipa igrala v drugi ligi, zdaj so sicer izpadle, so v tretji ligi, ampak ja, tam so večino bile igralke, ko so tudi posebej trenirale, hodile tam v šolo in pač mogoče po sezoni včasih je bila ena izbrana, da je bila pač poklicana v prvo ekipo, včasih je kera zraven trenirala, ampak drugače moram reči, da tega preskoka iz druge v prvo ekipo ni dost naredilo. Je pa res pač dobro videti, da res ima vsaka ekipa to možnost. Torej, mlade igralke imajo možnost trenirati s prvo ekipo, pa pač tudi dobiti nastope za drugo, ne? V še vedno močni ligi. Kakva je bila pa pol infrastruktura v Potsdamu, glede na to, da jaz tudi vem, ti si trenirala še na stari umetni travi v Velenju, tisti luknji noter, ne, ki sploh nismo mogli več govoriti, da je umetna trava, ampak je samo še neka guma bila, ko se je žoga, nikoli nisi vedel, kam se odbija, vse te je bolelo po vsakem treningu. Tam ste in trenirali in igrali. Kako je vas gledala infrastruktura pol v Potsdamu? Koliko ste imeli igrišč na razpolago, fitness in ostalega suporta? Ja, Potsdam trenira v enem okolišu, ki se je reče Olimpische Weg, torej olimpijska pot oziroma olimpijska vas, tam imajo res vsi športi, ki so pač na olimpijadi, so tam, torej imajo eno posebno halo samo za atletske športe, eno posebno halo za rokomet, pa imajo nogomet, mi smo imeli 2 igrišča z naravno travo za trenirati, pa enega z umetno, svojo garderobo, kjer smo imeli savno, bazen, fitness je tudi bil tam, sicer smo pol imeli neko kooperacijo z enim fitnessom v mestu, tako da smo se tja vozili, tekme smo pa igrali v enem štadionu, kjer igrajo Babelsberg, to pa je moška ekipa, ki igra v 4. ligi, tako da to je pa bilo, ne vem, 10 minut vožnje do tja, ampak res dobri pogoji, res se pošlihtam, tako da, ja. Ker ko se tako pogovarjamo zdaj v teh oddajah, ugotavljaš, da je ključno, da igralec, znači igralka, da ima vedno dovolj časa zase in da se ne ukvarja z nepotrebnimi stvarmi. Takoj, ko se ukvarja z nepotrebnimi stvarmi, pač pada fokus, ne. In zdaj, če koliko ti praviš, ne, zdaj, če ti narediš preskok iz Velenja v Potsdam, kjer imaš ti do tega, to te še nisem vprašal, ne, koliko ste imeli kadra? 24 je bilo, 24. Kaj pa trenerskega kadra, pa ostalega tehničnega kadra zraven? Trener, 2 pomočnika, golmanski je bil eden od teh pomočnikov, pa smo imeli enega atletskega, pa eno fizioterapevtko je bilo to takrat, ne, pač zdaj je itak drugače. Zdaj je itak drugače, to mi je zdaj povedati tudi pol, kak je to, ker verjetno se tudi pri vas razvija količino tega suporta, tako kot pač generalno v nogometu. Ampak hočem reči, ko ti prihajaš iz tega, da takrat, ko se jaz tudi spomnim, ne, praktično en trener je skrbel pri vas za vse, više za vratarje ste imeli velike težave, kako poskrbeti, da bi neki se z njimi delal, ne. A drži to, no? Drži, ja. In zdaj ti prideš v čist neko drugo okolje, kjer je vse pripravljeno zate, zato da boš ti lahko fokusirana na trening, da se lahko spočiješ, da si imaš urejeno prehrano, da te regenerirajo tako, kot je treba. Kak je ta polen feeling po ene pol leta, ko se ti navadiš tega in se rečemo vrneš nazaj v Slovenijo in pogledaš kako našo tekmo? Dobro, to, ko si rekel za prehrano, ne, lahko povem, da ženski nogomet še ni na nivoju, da bi ti klub bil pripravljen zagotoviti še prehrano, ampak res mislim, da je že na regeneraciji velika razlika iz slovenskega okolja v tuja, ne. Ampak, ja, ne vem, jaz vedno, ko me kdo vpraša, kakva je primerjava med slovenskim pa tujim nogometom, jaz lahko rečem pač, da je pač nogomet, kjer se pač igra 11-11, je pač v Sloveniji tudi, ne, drugo pač ne moreš ti zelo primerjati. Pa včasih se kdo počuti ožaljenega ali pa kaj, ampak pač to je tak, to ti ne moreš spremeniti, ker pač nažalost Slovenija je mala, nažalost
Ja, ne morem zdaj reči, da se ne dela dobro, ker pač se dela na nekem višku, kakor se pač na največ, kakor se lahko dela, pač to klubi izkoriščajo, druga pa pač ni. V Nemčiji so pač neki drugi, je pač neko drugo okolje, kjer je pač veliko več možno in tudi nogomet na zelo višjem nivoju, tudi bolj podprt od nogometne zveze, od drugih medijev, od vsega tega res pač v Sloveniji. Slovenija je res še daleč za tujino. Še moramo veliko narediti, ne? Ja. Koliko je pa gledalcev, rečemo tako zdaj, na tekmah, ko jih vi igrate? Na naših tekmah je vedno čez 1000 gledalcev. Zadnjič proti Bayernu je bilo 1800, mislim. Sicer je pač to še vse v koroni, da je pač ne sme biti cel stadion zaseden, lahko je samo tok pa tok, ampak 1800 je že kar dobra številka, moram reči. Več kot večina naših prvoligašev, ne? Ja, in isto je bilo v Potsdamu, tudi vsaka tekma čez 1000. Manj nikoli jih ni bilo, tako da to je res bil že tudi en velik plus. Ok. Zdaj ti trenutno si v Frankfurtu. A je tebi bil to korak naprej, glede na Potsdam, ali imaš občutek, da si na istem nivoju nekje ostala, kot je bilo prej? Jaz sem bila takrat v eni taki situaciji, da to se je vse dogajalo, ko sem jaz res zabijala po tekočem traku. Jaz sem imela 16 tekem, 15 golov, in pač so se klubi začeli javljati. Na koncu sem še vse mislila, da je Frankfurt ena najboljša odločitev. Klub mi je bil pripravljen dati vse, kar sem hotela. Zdaj si pa gledala, kaj je na pogodbi, zdaj pa nisi sam podpisala več. Ja, to je res. Mislim, da ko je igralka stara, tam 22-23, pa že lahko malo odloča. Pa če si med boljšimi strelkami, zagotovo, ne? Ja. Ne, pač res ko sem bila tukaj, sem se šla, preden sem podpisala, sem šla sem za 2 dni, se dobila s trenerjem, s predsednikom, so mi razkazali vse, kar sem hotela, in res takoj, ko sem prišla, sem začutila neko dobro vibracijo, nekaj, kar me je pač pritegnalo, in še danes imam res ful rada to mesto, res mi je ful pri srcu, in takrat sem res mislila, in to mislim še zdaj, da pač tam, kjer se človek dobro počuti, tam tudi lahko dobro dela, in ker sem pač to začutila tukaj takoj, že od začetka, to mene sploh ni bilo vprašanje, a to naredim ali ne. Na koncu, ja, mislim, da sem se prav odločila in da pač je še vse. Čeprav je bilo mogoče tudi lansko sezono smo bile za Potsdam na lestvici, ampak nogomet, ki ga tu igramo, je ful bliže takmu mojemu nekmu idealu, ko pa smo ga igrali v Potsdamu, in to se tudi kaže zdaj že v tej naši drugi sezoni, da res napredujemo, in je tudi vidno, da ima klub moško ekipo za sabo. Imate cilj tudi pol pritenkati v Ligo prvakov? Ja, to je zdaj, lansko sezono je bil še nek skrit cilj, mislim, da letos pa že kar lahko o tem na glas govorimo, ker pač res počasi vse tako se skupaj sestavlja, ko se more, in je lepo to videti. Imate ves svoj trening center, ste ločeni od moških? Ja. Kako pa to zgleda, kak je pa zdaj tu trening center, glede na to prej rekla, ste imeli 3 igrišča, koliko ste pa zdaj, kaj imate na razpolago? Pa v bistvu to je, ni tak trening center, ko je bil v Potsdamu, ampak malo bolj razdeljeno po večjih lokacijah. Mi imamo na primer trening, zdaj tukaj ga imamo eno igrišče, na katerem smo samo mi. V Potsdamu na primer smo si delili to igrišče z drugo ekipo, pa še z rugby ekipo, kar je pač res igrišče pokvarilo. Na tem igrišču zdaj smo samo mi. Zraven tega igrišča je še eno igrišče z navadno travo, kjer včasih trenira druga ekipa, mi ga imamo na primer za šprint treninge. Zraven so pa zdaj naredili še novo umetno travo, ker je pač, ko je slabo vreme, smo pač tam. Drugače pa to je ta naš trening center, kjer imamo pač tudi fiziosobe, garderobe. Imate to hibridna igrišča, ali imate samo naravno igrišče? Naravno. Ampak planirajo to igrišče, na katerem treniramo zdaj, prenoviti,
tako so naprimer to igrišče, na katerem igramo, so pred sezono kompletno zamenjali travo in je res tepih. Res mislim, da celo boljša trava, kot pa na igrišču, kjer moški igrajo v Deutsche Bank areni. Pa vi igrate zdaj na hibridnih, tako kot večina? Ne. Ne, ker zanima me, ker zadnjič smo se pogovarjali pa z Rožmanom tudi, pa pravi, ko gre v to smer teh hibridnih igrišč, ravno zaradi tega, ker se pohitrila se igra, manj napak se dogaja. Jaz se spomnim tudi pred leti, ko je Barcelona bila v tem največjem vzponu, ne, takrat so se vsi malo čudili, ker so oni redno skozi polivali travo za to, da je bila žoga na treningi dosti hitra. In se zdaj na tem nivoju, kot si ti, zato sprašujem tudi, koliko se tudi kaj vam omogoča, ker na koncu pogoje, ko jih imaš ti na treningu, ti bojo omogočali potem tudi, kako boš ti igral tudi na tekmi, ne? Ja, to je res, ja. Ampak v Nemčiji mislim, da še vsem fokus na neki naravni travi. Nisem še zasledila, da bi imela katera ekipa sploh hibridno. Tudi moški, naprimer, mi smo igrali lani 2 tekmi pač na moškem stadionu in tudi tam je naravna trava. Mogoče pa zdaj sem z reprezentanco smo igrali v Grčiji, pa je ta je pa bil hibrid, ne. Ampak to je tak hibrid, da ti sploh nisem občutila. Med igro sploh ne občutiš. Videla sem le, ko smo se slikali po koncu tekme, pa sem sedela slučajno na tleh, pa sem videla, da to pa je neki drugačko pa naravna trava, ne. Sej stožice so tudi, pa se ne vidi, ne, da je hibridno igrišče, ne. Nisem vedela, ne. Ja, sej, ravno to je zdaj pač zanimivo, ne, da pač žoga je hitrejša, ker omogoča, da je bolj tekoče, pa tudi zmanjšuje se količina poškodb potem, ne, takrat, ko se pravi, ne bo toliko intenzivno blokiral, ne vem, ko se ti ustavljaš noge, pa zmanjšuje se količina poškodb, kar je tudi pač ključno glede na to, kar te zdaj vprašal, ne, ti praviš, da zelo velik preskok ti je bil v intenzivnosti treninga. Si se zdaj navadila ali še vedno imaš težave v pripravljalnih obdobjih, ko vas gonijo gor? Ne, zdaj pa nimam več težav. Vem, kaj moram narediti pred pripravami. V Sloveniji delam tudi s svojim osebnim trenerjem. Začenjam malo pred vsemi, zato da pač ti malo nabereš te neke rezerve, pol dobiš itak plan, iz kluba še to narediš, da ti dejansko priješ na priprave že skoraj pripravljen, pa pač tu v Frankfurtu, mislim, da smo letos v pripravah smo imeli 1 oziroma mogoče 2 treninga, kjer bi delali neke ekstra lojfe, pač kjer bi mogli laufati, ne. Drugače pa ne, drugače je vse na žogi, igra. Imate zdaj povečan kader, kar se tiče suporta trenerskega, fizioterapevtskega, kondicijskega in tako naprej? Ja, tu pa je zdaj to še malo bolj profesionalno. Tu imamo enega trenerja, ki ima 2 pomočnika, enega golmanskega trenerja, enega atletskega trenerja, ki je pač skozi z nami. V Potsdamu je ta bil z nami samo enkrat na teden, ta je tu s nami skozi, tako da pač dejansko vsak dan imamo neke atletske, če ne segrevanje, imamo pač neke stvari, kjer nas pač on vodi. Pol imamo 3 fizioterapevte, ja, in to je to. Pa pridejo še verjetno masaže zraven in ostale stvari, ne? Pa ja, pač od teh 3 fizioterapevtov pač itak ti jih spoznaš, tako da veš, če rabiš masažo, greš enemu, če rabiš tisto, greš drugemu in tako dalje, ne. Okay. Imate videoanalitika v klubu tudi? Tudi imamo to, ja, videoanalitika imamo vsak teden 2 do 3 videoanalize. Tudi po tekmi dobim vsakič individualno videoanalizo, tako da pač sem kar dosti preskrbljena. Ok, zdaj, če primerjamo tisti tedenski cikl, ko si ga imela prej v Potsdamu, pa tedenski cikl, ki ga imaš zdaj, se ti je kaj spremenil? Dost ne. Sem, tu je malo drugače, ker tam sem, na primer, se peljala s kolesom na trening 10 minut, tu moram pa pač čez celo mesto se z avto peljati, pa je pač vzame malo več časa, ampak drugače pa ne, je bolj kot ne isto.
Se pravi, če gremo tako, vi, če igrate zdaj v soboto tekmo, imate v nedeljo verjetno regeneracijo, v ponedeljek je prost. Tak bi bilo, ja, če bi igrali soboto tekmo. Ja, pol pa kaj, v ponedeljek 2 treninga. Ja, Ne. mislim, v torek 2 treninga. Ja, torej 2 treninga, torej zjutraj fitness, popoldne trening, v sredo bi pa bil ali eden ali pa pač 2, odvisno od tega, kako se pač odločijo, če je eden, damo pol treninga je samo atletskega, pol je pa pač igra, tako da pač je trening malo bolj daljši, če ne pač 2 treninga, en atletski, en navadni, pol naslednji dan. Ok, daj, da te vprašam tako, kaj delate zdaj vi v fitnessu? Ti si rekla, da delate z velikimi kilami. Ja. To še vedno delate? To delate Ja, pač imate to izključno torek ali imate torek pa pred tekmo tudi? Programi se pač spremenjajo, odvisno v kakšni fazi sezone si. Ne? Pač mi zdaj do konca sezone, ker še samo 6 tednov ne bomo nekaj spremenjali, zdaj smo na tem nekem bolj na eksplozivnih stvareh, ne? Ti v pripravah pač veš, da moraš začeti na nekih basics, torej delaš z malo manj kilami, vsak teden povečaš, ampak delaš več ponovitev. Ne? Zdaj na koncu pa delamo ful velik kil, ne vem, mogoče delaš, kaj bi rekli, ta kako se reče, hip thrust delaš, ne vem, 100 kilami, ampak samo 3 ponovitve in to 4-krat. Poleg tega pa imaš še neko zraven aktivno vajo, torej neke poskoke ali pa nekaj. In zdaj, na primer, ta teden smo imeli 3 take vaje, pa zraven še enih 10 vaj, ki jih delaš pač 4x10 ponovitev, ki so pač vsak teden iste. Tako da imamo bolj kot ne na eksplozivnosti, pa ja, zato da smo pač hitri, agilni. Ok, to smo mi dva z Nacetom, smo imeli eno to oddajo, tudi kako se razvija moč v nogometu, zato me zanima, ne. Se pravi, ta kombinacija, eno je, da delaš veliko kilo, pa zaaktiviraš, preživčiš, pa je na koncu do konca z eksplozivnimi vajami. V ponedeljek v torek pol popoldne imate pa večinoma te small-sided games, male igre, ko si rekla 1-1, 2-2. To sem govorila o Potsdamu. Aha, tu pa nimate tega. Ne, v Frankfurtu, kakor sem jaz zdaj zaznala, mislim, po letu pa pol smo mogoče 2-krat delali to nekaj 1-1, 2-2. To je bolj kot ne na tej ekipni igri, malo kontaktov in pač res, kakor zdaj vidim s časom, naša igra vedno bolj steče, glede na to, da pač ti imaš orientacijo, skeniranje, prepoznavaš, kje so fraje placi, kje se moraš postaviti. Res, pri nas je bolj ta ekipna, tipa, da narediš nek višek, pa mislim, da moram kar sama sebi biti prepuščena, tako da delam pa še malo ekstra. Ona tvoja kvaliteta, praviš, 1-1. Ja, če vidim, da mi to malo fali, kar mislim, da mi zdaj zadnji teden mi res dobro ratuje, pol naredim malo ekstra, če ne pa pač pustim, kak je. Se pravi, tudi v torek ste že kar veliko na teh večjih skupinskih igrah? Ne, to je del segrevanja, na koncu imamo pa, mislim, da imamo včasih neke turnir forme, on naredi 3 ekipe, pa igramo med sabo z jokerji, pač tek, da je na tistem visokem nivoju, zato da pač, ker to je sredina tedna, da se skozi tekmuje. Največja, ne. To je pač vedno je tek. Ja, pa ves čas tekmujete na treningih tudi, ja, ves čas. Imate pol kazni pa nagrade, ali se sam zajebavate? Ne, sam pove, kdo je zmagal, to je to, ampak ta rezultat se pol prenese v naslednji teden, tako da, če si ti zmagal, si titel Verteidiger in pač hočeš zmagovati tudi v naslednjem tednu. Ok, imate pol lestvico, ali kaj obeležite, tako neuradno? Ja, v glavi. Ok, povej mi, se pravi, zdaj, ko mi gremo proti koncu tedna, imate vse več, imate moštvene taktike, ne, predvidevam. Koliko ti je pa rečemo sam preskok teh taktičnih vsebin, od individualne, skupinske do moštvene, koliko si ti doživela to zdaj v Nemčiji? No? Napram temu, kako si ti doživljala, da rečemo to v Sloveniji?
naprimer, zdaj v Sloveniji je pač, v Sloveniji noben ni zdaj meni povedal, kako moram kjer on štoperko napast. Naprimer, tu je zdaj vse odvisno, ali napadem iz desne strani, da pač prisilim, da igra noter, ali napadem tak, da ona igra na ven, ali, ne vem, imamo angriff pressing se tu reče, torej, a napademo že čisto zgori, ali imamo midfield pressing, da pač napademo v spodi, pri pač sredini, pač res postopoma moraš ti v to iti, no, ko si enkrat vržen v to, res rabiš dosti, da razumeš. No, to je zdaj primerjam z našo reprezentanco, ker pač to dostkrat ne štima, ker pač tam res punce pač se trudijo, ampak pač nekot ni to isto kot v klubu, ne. V klubu si ti vsak dan skupaj in pač ta taktika štima. Vseeno, kjer daš noter, daš ono izklopi noter, takoj ve, kaj mora delati, ne, ker se to krotira skozi. V reprezentanci je bolj kot ne 11 igralk, mogoče 12, če včasih kjera poškodovana, ostale pač čakajo tisto priložnost in so enkrat vržene not, pa pač ne vejo, ne. To je pač dosti velika razlika, ne vem. V klubu imaš ti toliko veliko teh, kako bi izvlekel žogo akcij, ali se ti štoparka da med, ne, ali se ti zadnja vezna da med dve štoparke, ali se ti zadnja vezna da na bok, kam se ti pol prestavijo drugi igralci, kam gre vezna, kam gre špica, kam gre winger. To je vse uigrano, to ne rabiš več razmišljati, ne. V Sloveniji, če se ti ena štoparka kam izvleče, druga igralka ne bo vedela, kaj narediti, ne. In zato je vse bolj poenostavljeno, kako bi rekli. V Nemčiji se vse zakomplicira, ampak na koncu tudi iz tega prije boljša igra in večja neka, večji pretok žoge, večja, pač lahko si več šans iz tega izigraš, ne. V naši reprezentanci je bolj kot ne individualna kakovost, ko kdo naredi ta preskok, ga naredi, ni pa dostkrat neki tak ciljno izigrano, kako bi rekla. Razumem, da v klubu normalno si pač bolj uigran, več informacij imaš, več imaš časa, tudi trener pač lažje ustvarja to igro skozi sezono, ne. Ampak vseeno, da ti zdaj gradiš to, koliko vi uporabljate, rečemo, videoanalize ali pa ne vem, skupaj debatirate o tem, ali rišete, ali vas za roke vlači po igrišču, koliko funkcionirate, kako vam trener, rečemo, generalno funkcionira v teh momentih učenja? Pa moram reči, da smo tukaj tudi igralke tiste, ki same dosti analiziramo. Dostkrat imamo tudi same med sabo mitinge, pa si pač dejansko povemo, kaj je boljš, kaj moraš narediti, zakaj je to, zakaj je to, ne. Včasih ti medsebojno lažje spregovoriš oziroma komuniciraš, če trenerja ni z nami, ne. Trener vedno je v tej analizi, vedno on pove to pa to, ampak to je vse bolj tek na okvirno, ko pa se z igralkom, naprimer, usedeš sam, pa res prije do tistega, do potankosti, da pač dejansko, prečekiraš, točno razumeš, kam moraš biti. Vedno, ko postavimo na igrišču, tudi trener valjda predstavi, kjero, kaj, ampak on tudi ne vidi vsega, ne. Naprimer, on se dostkrat fokusira na samo zadnjo linijo, pa mi v spredi smo pač kaj boš, ne. Imam, naprimer, ena soigralka, pač ni dosti toliko, kako bi temu rekli, nogometno inteligentna, pač jo moram jaz voditi, ne. In včasih pač to tudi ni tako lahko, ampak ko vsem pač pogledaš, da je to ekipni šport, pač če jih 11 ne dela presinga tako je treba, pač ne bo funkcioniralo, ne. In zato smo pač, nas je ene par igralk v ekipi, ki pač tudi prevzamemo to, da pač poskrbimo za druge igralke, da pač tudi one dojamejo kako pa kaj in mislim, da to nas letos dela močnejše, no, da res gledamo eno na drugo skozi. Daj mi reči, prej si že omenila tudi, ti pretečeš po 11 km zdaj na eni tekmi, to je čist top nivo, če tako gledamo moškega nogometa. Kaj vse vas nadzirajo, kaj vse imate, vi rečemo, imate GPS-e že na treningih, ne vem, vas kontrolirajo, kar se tiče laktata, imate pulzmetre,
Kaj vse kontrolirajo na treningih, pa na tekmah? Imamo ta GPS, ki pač nameri, koliko pretečeš, kako hitrost dosegaš, pač res ti lahko v vsaki minuti treninga vidiš, na kateri hitrosti si, kdaj si dosegel najvišjo, koliko dolgo je trajala. Tako da res po vsaki tekmi dobimo to analizo, v kateri pač vidiš, koliko kilometrov si pretekel, koliko si pretekel v tej pa tej med to hitrostjo, koliko si pretekel nad 25 km/h, koliko si pretekel nad 27 km/h in tako dalje, in koliko pač največ dosežeš. In tudi med sprint treningom imamo dostakrat tako competition, kdo lahko hitreje leti, ne? In kjer gre čez 30 km/h, imamo tudi že punce, ki tečejo. Ne? Jaz nažalost še nisem med tako hitrimi, ampak imam tudi že 29 cela neki. Še malo fitnessa, pa boš tudi čez 30 šla, kak je. Ja, to je cilj, ne? Ampak pač res, kako si rekel, 11 je že top pri moškem nogometu. Res to včasih ljudje sploh mislijo, da v ženski nogomet bi sploh ne laufa, da je to kot drugi. Ne? V bistvu sploh ni res. V bistvu pri nas vse na tekmi imajo čez 10 km/h, pa ni važno, katera tekma je. Jaz moram reči, da tisto, ko ni še gledal ženskega nogometa, ga zelo toplo vabim, naj si ga gre pogledati, ker je, moram reči, da na momente precej manj taktiziranja, kot je v moškem nogometu, in precej bolj direkt znate igrati. Se pravi, ta tranzicija gor-dol se dogaja nenehno. Ne? Ja, res. Naprimer, jaz tudi večkrat gledam ženske tekme kot moške, moram reči. In pač to me veseli, tudi ne vem, moj oče isto, doma vsako tekmo naše lige gleda, pa tudi če jaz ne igram, tudi druge tekme on gleda, zato ker ga zanima. In isto moj brat in pač ljudje, s katerim sem jaz povezana. Res, včasih ima kdo nekak predsodek o ženskem fuzbalu, ampak pač to bo vedno, ne, ampak moram reči, da igra res napreduje z leta v leto in je res vredno pogledati. Dobar, normalno je, da napreduje glede na to, da se toliko vlaga v razvoj nogometa, pa da zdaj res tudi trenirate na nivoju tega. Tako da, hotel sem te še tu vprašati, a vam trener kaj veliko poudarja? Je te rečemo breme to, da treniraš z GPS-i pa tako? Ali si se navadila, pa je bilo na začetku rečemo malo več obremenitve? To je, mogoče bilo to v Potsdamu. V Potsdamu nismo imeli vsak dan tega GPS-a, ampak samo na določene dni. In takrat smo že vedeli, da bo on, ta trener, gledal sam, kjera več preteče v treningu. Sploh ne, tam ni bilo na GPS-u, koliko hiter ti letiš, tam je samo bilo kilometri. Ne? In to je res bilo tak neka bedna informacija, kaj ti delaš neko igro, v prostoru in zdaj tiste, ko bo največ šprintala okoli, bo pa najboljša. To pač ni tek, ne, to moraš gledati. Pač, kam se teče, koliko se teče, kdaj se teče. Ne samo teka, bistvo je, na koncu je samo žoga. Ne? Na koncu te ne bom ven vprašal, si ti pretekel 11 km, če boš zgubil. Tisti je, ne vem. Ampak tukaj pa res na vsakem treningu imamo GPS, tako da sploh nobeno niti ne poštudira, a kaj delajo z njemu ali ne. A imate live monitoring, imate v živo, da se vas kontrolira? To pomeni, da tudi rečemo na določenih treningih, če ti skozi igralno obliko ne pretečeš, ti pride, pa ti reče, Lara, še 200 metrov high intensity, a imaš nad 25. Ja, to še ne delajo, niso še tako daleč, ampak mislim, da bo to zdaj slejko prej bojo tudi to uvedli, no, da bojo pač začeli še tako gledati na to intenziteto. Ne. To je zdaj, kako se temu reče po nemško, mi to rečemo špila, ne vem, kako bi se jim reklo, pa ne vem. Pač glede na to, da pač jaz ne naigrao, kako igram skoraj vse tekme 90 minut, pa gremo reprezentanco, pa igram 90 minut in res pač moja obremenitev je na vrhuncu. Ne. Zato jaz, naprimer, včasih pač ne moreš več, ne, in on pa pogleda vse na treningu, koliko si imel, to pa to, in pač dejansko vidi, da ti si res skozi med prvimi 2-3, danes pa ne rabiš, lahko imaš pa dan pauze, nekaj takega. Tako da glede na tak način to res dosti spremljajo.
Ja. A ti veš, koliko pa ciljajo, rečemo, trenerji, da bi vi pretekli na enem tednu, glede na to, da imate zdaj GPS-e, verjetno ciljajo na količino. Ne rečemo, Dušan Kosič je rekel, da je v Celju, da so imeli, ne vem, 2,5-kratnik vikenda. Ne? Se pravi, če je igralec na tekmi pretekel 10 km, so oni ciljali, da so čez teden pretekli 2,5-kratnik tega, kar je bilo za vikend. To pa pomeni isto, se pravi, kar se tiče intenzivnosti, ne? Se pravi, išče se tisti high intensity tek. Če ga imaš ti na tekmi, ne vem, kilometer, pač moraš 2,5 km nekje narediti čez trening, čez teden. Ja, ne vem, kako je to. Se še nisem nikoli o tem zanimala. Vas niso obveščali glede tega? Ne. Ok. S pulsmetri trenirate? Ne, to pa ne. To pa ne. Laktate merijo, ne merijo? Merijo med pripravami na laktat testu, to pa to. Se ti je že zgodilo, da si rekli, danes ne boš trenirala, ker si preveč kisla? Ne, ko pravim, sem na testu to zmerijo. Koliko imaš zgornji prag, koliko prenašaš? Ja. Ok. Koliko ti je pa obremenjujoče ta testiranja, pa ta monitoring? Pa to? Pač neko sem se navadila, da pred vsakimi pripravami pač imaš ti testiranje, ampak to je, mislim, včasih mi je bilo to res mučno, no? Ampak zdaj vidim, da je to pač tam dobro namerno, ker pač trenerji hočejo preveriti, koliko si ti prišel pripravljen na priprave, oziroma koliko nisi in koliko morajo pač med pripravami s tabo delati. Ne? Ni to nekaj, včasih je bila to neka, kako se reče, da si ti tekmoval z drugo soigralko, katera bo več pretekla, pa to, ne. Ampak tukaj pa ni toliko tega, ne. To je pač dejansko, tudi ko ti tečeš laktat test, pa lahko ti več od ene pretečeš, pa imaš še vse lahko slabši laktat kot druga, ne. Tako da je res je vse tako individualno narejeno, tako da pač ti v bistvu sploh, če se z drugo ne pogovarjaš, sploh ne veš, koliko ima druga rezultate in dejansko je vsakmu vseeno o tem. Vi dobivate rezultate ali dobiš sam, če želiš v pogled? Dobiš rezultate, dobiš. Ok. Nekaj sem te hotel še vprašati, pa mi je zdaj malo zbežal iz vsega tega kontroliranja. Rekla si pa, da rečemo, same prehrane pa nimate urejene. Imate vsaj svetovanje, kdaj kaj jesti, imate kakšne restauracije, kjer imate dogovorjeno, da lahko greste jesti, ali je to zdaj pa prepuščeno čist tebi? V bistvu to se zdaj šele malo razvija, kako bi temu rekla. Jaz tudi, na primer, sem imela lansko sezono dosti težav z mišicami, takimi malimi poškodbami in pač sem iskala razlog, kje ga najti, ne, in sem res dosti govorila tudi svojo fizioterapevtko in je rekla, da pozna eno gospo, ki pač dela analizo na tvoje ne alergije, ampak pač kaj tvoje telo ne presnavlja oziroma kar pač ne paše tvojemu telesu. In res sem šla v tej fizioterapeutki in mi je pač, oziroma heilpraktor in mi je povedala, ker stvari moje telo ne prenaša in sem pač delala na neki dieti in od takrat moram reči, da pač se počutim ful boljše. Na primer, res ne jem glutena, ne? Torej pač ne jem kruha, ne jem testenin, ne jem tega, ne. Itak vemo, da vsi športniki bi se mogli glutena pač držati stran, izogibati. Isto mlečnih izdelkov, ker pač to ni dobro za človeka, ampak pač od enega telo to malo bolj prenaša kot pa od drugega in zato jaz pač tega ne smem jesti, ampak kot rečeno, se ful boljše počutim, nimam težav, tako da pač vesela, da sem to vzela v svoje roke pa pač šla dejansko se pregledati. Tako da zdaj tudi se ti zdi, da lažje treniraš, se hitreje regeneriraš? Ja. Na vse vpliva? Ja, ful. Reči mi, ko imaš takole stresne tekme, kdaj ti uspe zaspati? Po tekmi. Ja. Ja. To je eno tako standardno vprašanje, ne, ko vsi pravijo, da pol še pa, sploh če imaš večerno tekmo, pa če še imaš kako pot, pa priješ proti jutru nazaj šele v Frankfurt, ne, pa celo noč nisi spal, pa še zjutraj ne moreš zaspati, pa še kar mleješ. Imaš iste težave? Ja.
Imaš kako igralko, ko nima teh težav? Ja, pa imam eno igralko, takoj zaspi, čisto vedno. Vsako jutro prije na regeneracijo, pa reče, daj se dan zaspali. Reče, jaz sem ob 10. Ste kaj? Jaz pa ob 3. Se pravi, boš morala tudi tu najti kako meditativno varianto, da boš lažje zaspala zvečer po tekmi. Pa ja, pa mi je dosti igralk rekli, da včasih vzamejo tudi tableto, pa sem tudi s tem probala. Smo imeli reprezentanco, pa sem dobila od doktorja tableto, pa nisem mogla zaspati z tableto. To je bila zaspana, oči zapira, ne moreš nič, ampak stran pa ne greš, ne? Adrenalin še kar drži, ali kaj? Ja, res. Zanimivo mi je, ko sem jaz tebe gledal, pa tvoje gole, koliko si direktna v golo, ne? Reč mi, kaj te bolj izpolni, da enega dobro predriblaš ali da zabiješ gol? Oboje. Ampak ne, gol je pač na koncu tisto, kar šteje, ne? Gol šteje. Napadalci ste najbolj vredni ravno zaradi tega, ker zabijate pa nosite razliko na tekmi. Ja, pa to vedno ostane, ne? Po koncu sezone te noben vprašal, koliko si jih predriblo. Na koncu sezone pa šteje, koliko daš golov, pa koliko ima tvoja ekipa pik, to je pa to. Reči mi, ko hodiš takole na reprezentančne akcije, da se še malo o reprezentanci pogovarjamo, imaš to letalo ali je to avto? Letalo. Letalo, kot Dominika je rekla, da v Milanu, ko je igrala, se je z avto celo vozila, ne, na akcije. Ja, sem jaz pa ne bi tega naredila. Ampak vseeno, čutiš kaj razlike potem, ko rečemo, igrate vi, ne vem, koliko boš zdaj boš imela, za vikend boš imela tekmo, pa boš letela v Slovenijo, imela tu akcijo, igrate 2 tekme, ne? Sem prav povedal. Ja. Letiš nazaj, koliko se ti pozna, ko priješ po reprezentančni tekmi nazaj? Ja, pa moram reči, da sem kar utrujena, no. In zdaj, naprimer, jaz imam večinoma igramo reprezentanci 90 minut, in pol pa če potujem, tako si rekel, ampak pol prijem v klub, dobim masažo, zdaj, naprimer, jaz imam tekmo v torek, prijem v sredo nazaj v klub, v petek je pa že nova tekma. In zdaj, kako se boš ti regeneriral? Ja, dobro ješ, veliko spiš, piješ, pa pač mi smo profesionalci in pač moraš se spraviti v red do tekme in ja, tek delam. Koliko si največ tekem v enem mesecu odigrala? Se ti je zgodilo, da ste imeli pa še pokal, pa vse, ko se ti nabere, da odigraš 8-9 tekem v enem mesecu? Ja, pa verjetno se je že zgodilo, zdaj nimam nekaj v glavi, ampak ja, verjetno. Koliko si utrujen v glavi, fizično po enem takem delu? A imate pa tudi kak drugačen protokol treniranja v klubu? Ja, ne vem, pa prije včasih tako, da dobiš 2 dni zaporedoma fraj, naprimer, to je že res nek tak dober odklop. Kaj to pomeni odklop? To pomeni, da greš ven z Frankfurta, pa si vzameš fraj, ali kaj? Ja, tudi včasih. Enkrat sem šla spontano malo v Pariz, včasih letim domov, ali pa pač sem tule, pa pač sam ne mislim na fuzbal, sem na kavču, počivam. Ok. V reprezentanci vam gre dosti dober, ne? Si že prej rekla, da prvo, da ste ekipa, ki ste dosti uigrana, ne menja se teh prvih 11-12 igralcev, kaj je veliko, ne? Tudi imate zdaj v zelo lepi igri ste za naprej, trenutno ste 3. v kvalifikacijah, Rusinje so vas na zadnji tekmi malo, ni šlo po načrtu, no, če tako rečem, ne? Ja. Ja, to so bile lanske kvalifikacije, ne? To so res bile nesrečne kvalifikacije, 2 tekmi z Rusijo, pa obe tekmi so bile ja, na našo smolo res težke, kako temu rekli. Prva tekma je bila čisto prva kvalifikacij, kjer so se nam poškodovale obe štoperke in je mogel selektor malo improvizirati. Vem, da je igrala bočna štoperja, pa vezna štoperja, pol nismo imeli vezne, ena druga mogla igrati vezno, ena druga bočno, tako da je res bila cela ekipa premešana. To
to se nam tokrat zgodi, da ja, res imamo smolo. Tako da smo tisto prvo tekmo izgubili 1-0, ko smo pa šli na to drugo tekmo, smo pa res bile ful pripravljene, pa smo prišli tja, nažalost dobile vse korono, tako da 60 minut še neko odigrale, imeli vse v rokah, lahko bi dale gol, nismo, po 6 minutah smo pa umrle, nismo več mogle, naslednji dan 22 od 24 igral pozitivnih na korono, ja, takrat se pa človek vpraša, zakaj, kako se ti lahko vse tako podre, ampak pač, ja, kdo ve, če bi tisto tekmo pač vsi naredili to, kar bi treba, bi se vsi držali teh protokolov, pač mogoče zmagali, bile na Evropskem prvenstvu, tako zdaj pa pač nismo, ampak pač tekmo moramo živeti in zdaj ste že v novem kvalifikacijskem ciklu tudi, ne? V novem, ja. Zdaj, z Walesom, verjetno vas je malo bolelo, ko ste remizirali, verjetno pa še veliko bolj tisto s Francijo, ko ste bili dosti dolg v špilo noter za kaj več, ne? Kot sam za poraz na koncu, ne? Tisto tekmo s Francijo, kako bi rekla, ja, saj smo pač, je res bilo ful blizu, ne? Ampak od take tekme je težko kaj pričakovati. Pač one so res top ekipa, če tam dobiš točko je ful, ampak če tam ne dobiš točko, pa tudi okej, ne, pač. Sam je bolelo, glede na to, da ste bili v igri, pa da čist na konc, da se vam je podarilo. Hvala, vedno boli, ne, sam mislim, da pa tekma z Walesom bolj bolela, kot pa ta s Francijo. Zakaj? Zato, ker pač jaz po tej tekmi sem res bila ful razočarana, vem, da bi mogle zmagati, pač dejansko smo imeli vse v rokah, še rdeč karton so imele toliko enih šans, da mogoče včasih zaprtimi očmi tam daš gol, ampak pač pa prije tekma, da ga ne daš, je pa pač težko, ne. In vem, da če bi tam dobile 3 točke, bi že bile res zelo blizu temu nekemu našemu želenem rezultatu, ampak po drugi strani je pa že vsem dobro, da še enkrat igramo in s Francijo in z Walesom in tekem je še dosti, ne? Ja, Če koliko ti je pa razlika igranje v reprezentanci pa v klubu? Ti je razlika iz vidika priprav na tekem, iz vidika tega, da pač igraš za državo, ko slišiš himno, koliko ti vse drugače, rečemo, eno ali pa drugo? Koliko doživljaš to? Pa ne vem, jaz že tako dolgo igram in eno in drugo, tako da pač dejansko to je za mene tekma. Kot tekma pač vedno je čast igrati za reprezentanco normalno, ampak po drugi strani je pa čast tudi igrati za klub, tako da res pač imam te tekme, res pač enačim jih, ker pač jaz na vsaki tekmi do zdaj sem dala vedno 120%, pa vseeno igram proti Grčiji ali pa proti Franciji, ali pa proti Jeni ali pa proti Bayernu. Pač vem, da pač za tisti trud, ko ga enkrat vložiš, se ti enkrat pač poplača, včasih ne takoj, ampak pač vem, da ja, za reprezentanco je vedno fajn igrati. Drugače je mogoče, zato ker pač je drugačen stil igre, na katerega se moraš tudi pač na začetku malo navaditi, če ti igraš en mesec pred tem skozi v klubu, vsak teden, pa priješ pa v reprezentanco, je malo drugače, ampak ja, to kot rečem, pač že dolgo ta te dve ekipi usklajujem, tako da s tem nimam težav. Koliko ti je pa razlika v stilu? Kaj, v reprezentanci ne uspete toliko veliko dominirati ali je pač to odvisno od nasprotnika? Tako se pravi, proti Estoniji verjetno ste povsem dominantne, ne? Kot reprezentanca proti Franciji imate verjetno določene težave, tekaške v duelu in tako. Ja, ampak tudi proti tekmi z Estonijo. Pač jaz, ko analiziram naše tekme, jaz vidim, pač, da imamo težave v teh tekmah, kjer pač nismo v teh tekmah, kjer smo nosilke, oziroma kjer pač se od nas pričakuje, da imamo več žogo, da več šansi izkreiramo. Imamo težave, zato ker pač ne vem, zato ker pač nismo vajene, a kaj bi rekla, ne vem, noče vsaka prevzeti te odgovornosti, ki bi jo mogla, težko znesemo žogo. Pri drugih tekmah proti Franciji je pa naprimer pač
ciljno izbiješ žogo, pa pač v spredi malo narediš kaj. Pa... 1-1, če rešiš hitro to, ali kaj? To pravim, ja, pač v klubu, naprimer... V klubu nikoli ne boste igrali na kontru, ne, verjetno. Ja, tudi proti Bayernu pa Wolfsburgu, valjda igraš tudi včasih na kontru, ne? Nas so Bayern na koncu zelo stiskali, ali pa Wolfsburg. Ampak še vseeno, tam jaz kako res vidim futbol, ful je odvisno od zadnje linije. Če imaš ti štoparja, ko igrata pa vodita igro, je vse ful lažje, ne? Pri nas v reprezentanci nažalost to ni tako, pač pri nas vezne želijo voditi igro in tako izgubiš eno linijo, ne? Na koncu pol ne igraš 10-10, ampak pač igraš 8-10, zato ker pač imaš 2 štoperja še v zadnji, ki pač nimata nedi igre. V klubu je pač drugače. V klubu pač... Ja, pa je to tudi zahteva selektorja, da se ne riskira toliko v igri? Ni zahteva. Valjda selektor bi tudi najraje videl, da štoperka preigra prvo linijo vse, ne? Pa da pač vse z nekim pasom, da pridemo čez linijo, da pač lahko naprej gre pol žoga, ne? Ampak pač, kot pravim, nismo še vse na takem nivoju, da bi pač bile pripravljene prevzeti neko odgovornost, pa pač narediti to, ne? Včasih se kjera rajka izkrije, včasih pač izbere lažjo varianto, ne napačno, ampak pač lažjo in v tem je pa pač pa največja razlika, se mi zdi. Čeprav tu jaz vseeno gledam, da zelo je odvisno od tega, kakšne taktične zahteve bo imel trener, ne? Zdaj v igri moderni, tisto, kar smo prej rekla, ne, ti prehodi so zelo pomembni, ne, ampak moraš biti sposoben na drugi strani tudi graditi igro na postavljeno obrambo nasprotnika in moraš se znati tudi braniti na postavljeno obrambo, ne. Kakor sem te prej razumel, vi tudi v klubu zelo rade napadate visoko v tej prvi coni, ne, pa če vas slučajno izigrajo, pač greste nazaj pred svoj gol in se branite, ne. Ampak večji del časa pa se poskuša visoko žogo vzeti zaradi tega, da imaš pol krajšo pot tudi do gola. Ne. Ampak je pa tudi zanimiv ta nogomet, ki ga gledam, ne, da včasih, če ti je nekdo visoko napadal, so ekipe takoj nabile žogo, ne. Zdaj pa poskušajo tudi pred svojim golom se igrati ali pa da se igra čez celo igrišče, ne. Imate vi take zahteve pol tudi v klubu, pa v reprezentanci malo manj mogoče, vseeno pač nič proti selektorju, ampak tako, glede na to, da imate malo manj časa v igravanju za nasprotnika. Ja, ampak naprimer jaz sem zdaj v zadnjih, kako dolgo že imamo ta strokovni štab, mislim, da 3 leta, videla pač, da res vsako akcijo gremo z nekim korakom naprej, ampak kot rečem, pač mi smo na akcijo skupaj max 10 dni in vsak trening traja maksimalno uro pa še malo. In ti ne moreš toliko dati vsega noter kot v klubu, ne, ki si pač vsak dan skupaj. In naprimer, mi smo dosti dolgo rabili, da smo pač naprimer dojeli, da ko ena napade, da morajo vse, ne, pač bolj počasi gre to v Sloveniji, ne, pa čeprav selektor daje ful noter, smo rabili mi 2 leti, da smo sploh prišli do tega, da bomo mi eno ekipo zgori napadli. Včasih smo vedno napadli v polkrogu in tako pač je bilo, zato da smo pa si vse pač lepo zapolnili, ne, da ne rabiš preveč razmišljati. In to, kar sem prej rekla, pač v klubu je pa to vse uigrano. Če ti vidiš, da ena leti, avtomatsko letijo druge, ne rabiš ti na vsaki akciji pa ponoviti zdaj, zdaj pa če ona to naredi, moraš to, da greš še enkrat čez celo svojo naučeno stvar, zato da jih pač obnoviš. Ti kot profesionalni igralec moraš biti pripravljen na to, da sam obnavljaš stvari, ne, normalno, da si ne moreš vsega takoj zapolniti, ampak pač se potrudiš, da pač narediš to, kar ti nekdo reče, ne, in pač včasih pač tudi odvisno, kako so igralke kakovostne, ena prej dojame, druga kasneje in pač zato pri nas v reprezentanci to vse malo dlje traja. Res je vidna ta napredek, je vidna ta razlika, kak je bilo, kak je zdaj, ampak res še traja in včasih je pač to težko. Ja, za principe rabiš nekaj časa, ne, da prije do avtomatizacije.
Ja. Ok, daj reč mi, glede na to, da si še zelo mlada igralka, vseeno, pa že imaš zelo veliko za sabo. Kakšni so pol tvoji cilji za naprej? Ja, moj prvi cilj je zaigrati v Ligi prvakinj. To si res želim, pač zato tudi tek treniram. Zato sem tudi šla v ta klub, ker pač mislim, da je tu zelo velika možnost, da nam to letos uspe. Pa bomo videli naprej. Ne? Z reprezentanco želim končno zaigrati na nekem večjem tekmovanju. Je cilj zdaj svetovno, seveda, ampak vemo pač, da iz Evrope nažalost lahko samo 11 reprezentanc gre na svetovno prvenstvo, kar je pa zelo težko. Zelo, zelo težko. Sploh, če ne zaključiš kvalifikacij prve v skupini, greš v dodatne kvalifikacije, pa lahko tam dobiš, ne vem, Dansko ali pa tako ekipo, kjer so res same top igralke, ne, ampak tako da mislim, da ja, Liga prvakinj, veliko tekmovanje, svetovno ali pa pač evropsko, pol pa ja, mogoče preskok v kak večji klub in bomo videli naprej. Pa nameravaš ali pa si želiš ostati v Bundesligi ali želiš pogledati še kako drugo ligo? Verjetno nemška liga vseeno, če ni najmočnejša, je med najmočnejše 3 zagotovo pade. Ja, jaz, kar sem zdaj videla v zadnjih 6 letih, kako sem že tu, vidim, da se res vsako leto nekaj premakne, da res gre naprej, da ful veliko večje zanimanje, kak je bilo včasih v Nemčiji. In pač tudi vem, da v Nemčiji vse stvari stojijo, tako pač se reče, da stojijo. In če se to reče, da bo danes, ve se, kdaj je plačilo, ve se, kdaj je, če si poškodovan, kdaj je bolniška, kdaj je to, kar mislim, da v ostalih državah še ni na tem nivoju. In me pa drugač vedno mika in me je vedno mikala Španija, tako da bomo videli čez kakšne par let, ko se bo še tam dvignil nivo, ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj UEFA zelo veliko vlaga ali pa pritiska na vse te velike klube pa velike lige, da morajo vlagati tudi v ženski nogomet, tako da tudi lige izgledajo zdaj tako, kot morajo izgledati. Ključno vseeno, jaz vidim, da je ta organizacijski del za to, da potem lahko igralce ti razvijaš. Torej, da dela ta preskok, da je profesionalc, da ima ta občutek in da potem lahko tudi telo pripravi pa glavo za te najvišje podvige. Ja, na srečo še imam par let, da se še vse razvije na višji nivo. Pa glede na vse skupaj, jaz mislim, da imaš vsaj 10 let, jaz upam, da boš predvsem zdrava, da zabijaš tako naprej, kot si do zdaj, no? Da se ti tudi v klubu mogoče leto še malo bolj odpre, vsaj to, ko imaš v reprezentanci procentualno tekm pa zadetkov. Tako da, a smo kaj ključnega še pozabila, da bi mogla povedati? Kaj pa vem, po moje ne. Če ne, pa kdaj drugič te povabim še z očetom skupaj, da eno odpremo, kako je to izgledalo. Koliko si on lase pulo, ko je tebe gledal, pa koliko si ti bila jezna, ko ti je težil v avtu po poti domov. Ja, pa ne bom prešla preveč do besede, mislim. A ja, to je tako, ali kaj? Si mu prepustila, ali kaj? Ate. Ja. Ful ti hvala, da si bila moj gost. Jaz upam res, da še kdaj, mogoče v kaki drugi priliki, da odpremo še kako drugo debato. Pa res srečno naprej, zelo sploh v teh kvalifikacijskih tekmah. Ja, hvala tudi tebi. Takole, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Celotna ekipa oddaje iz Centra Ogol se vam za vaš čas, ki ga preživljate v naši družbi, iskreno zahvaljuje. Upam, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabim vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu. Lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam.
In seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo vseh delitev oddaj in vabim vas, da pod oddajo oddate komentarje in nam s povratnimi informacijami še pomagate, da bodo oddaje še boljše. Hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.